Na shodu v podporo 350 odpuščenim delavcem mariborskih livarn delijo pomoč v hrani. Vlada je ta teden sicer napovedala pomoč z državnim poroštvom za 5 milijonov evrov, toda družba, ki je v prisilni poravnavi, bi za preživetje potrebovala vsaj 3-krat toliko posojil. V ponedeljek naj bi odpustili še 100 ljudi. Nevihta je včeraj pozno popoldne takole razdejala Njegoševo ulico v Ljubljani pri kliničnem centru. Močan veter je podaril drevo, ki je padlo na streho gostinskega lokala in poškodovalo nekaj avtomobilov. Drevesa je lomilo in razneslo nekaj 10 metrov naokoli tudi v živalskem vrtu. Madžarska se pripravlja na grožnjo najhujših poplav v zgodovini. Vodni val iz Srednje Evrope, ki je že teden dni pod vodo, je na Donavi dosegel mejo s Slovaško. Vojska utrjuje nasipe, sicer bi že morali umakniti 50 000 ljudi na podeželju. V pripravljenosti so tudi v Budimpešti. V strelskem pohodu v Los Angelesu je bilo ubitih najmanj 5 ljudi. Strelec je hladnokrvno umoril očeta in brata mimoidoče ter streljal na študente na univerzi. Motiv za pokol ni znan. Slovenija ima po sinočni všečni igri in zmagi na Islandiji z 2-4 spet nekaj možnosti za svetovno prvenstvo v Braziliji. Reprezentanca je zgodaj zjutraj prišla na brniško letališče, med tistimi, ki so v Reykjaviku pustili zelo dober vtis, je bil Kevin Campbell. Mislim, da je za samozavest zelo pomembna zmaga bila. Dobro smo se počutili že po tekmi za Turčijo in mislim, da smo to včeraj dokazali. Popoldne bo spet oblačno s plohami in nevihtami, jutri pa bo končno po večini sončno. Čez približno uro, okoli 15, pa ne zamudite ženskega finala Roland Garrosa, najprestižnejšega teniškega tekmovanja, ki ga prenašamo na Planet TV. O vsem pa več ob 7:30 v danes. Lep dan.